Na tem vsemu se vsako podjetje predstavi na mal drugačen način. Jaz sem magistrirala živilstvo na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, ampak sem tak odprt človek za še kakšne druge priložnosti, možnosti. Danes smo tukaj z namenom, ker se nam zdi super priložnost, da se mi predstavimo kandidatom, da postanemo bolj prepoznavni na trgu. Hkrati pa je to tudi ful dobra priložnost za to, da dejansko spoznamo potencialne kandidate, ki se nam predstavijo. Jaz sem študirala bančni finančni menedžment na ekonomiji v Ljubljani. Eno leto sem bila v Rimu, corporate finance študirala, zdaj sem šla domov, pišem še magistrsko v Ljubljani in potem sem pripravljena za nov začetek. Rada bi sam čim več stvari sprobala, ker smo itak še mladi in mislim, da je največja naložba v prihodnost to, da najprej veš točno, kaj si želiš delati in pa takrat šele začneš graditi na tem. Trenutno sem študent absolventskega leta na Ekonomski fakulteti in iščem službo, tako da smo prišli sem s prijatelji pogledati in izvedeti čim več informacij o potencialnih delodajalcih. Med faksom sem delala v 6 podjetjih, tako da sem vsako študentsko obdobje izkoristila, zraven malo delala, tako da imam že kar nekaj izkušenj. Tako da zdaj je lažje biti, bolj samozavestno pristopiti. Imeli smo tudi kar nekaj razgovorov. Moram reči, da smo ful presenečeni nad odzivom. Bil je res pozitiven in dejansko smo imeli totalno zapolnjen urnik, tako da smo kar nekaj razgovorov opravili in mislim, da smo nabrali kar nekaj ljudi, ki jih bomo tudi kontaktirali pa potem vključili v nadaljnji selekcijski postopek in upam, da se bo tudi pri katerih pojavila priložnost, da postanejo naši novi sodelavci. 4 stojnice smo že obdelali, dobili smo tudi že pri Generali že nagrado, nekaj smo dobili že vizitke, tako da super. Tole predavanje mreženje, to mi je bilo res zakon za poslušati. No. Zelo dobro psihološko predavanje, pa hkrati je dvignil ta gospod motivacijo za fokusiranje, kam ti želiš priti v 10 letih. Zakaj sem bil tukaj, oziroma čisto se ukvarjam, je mreženje. Jaz pač skušam, delam na tem, da aktiviram ljudi v mreženju. Tako, najbolj pomembno mi je, da se začnejo strateško mrežiti, ne zgolj sam po naključju. Glede na to, da na 4 so šli mimo, pa so mi rekli, da sem imel eno bolj polknih delavnic, pa da so mi še tam zraven stali, pomeni, da je bila zgodba zanimiva. Kaj sem jaz hotel povedati je, da se nehamo mrežiti po naključju, da vsak od nas, ki ima problem, najprej pomisli, koga poznam, da mi pomaga, ali to zdaj najde službo, štartati nek posel, da pa jaz, ko rabiš imeti kul ljudi okoli sebe, ne? Rabiš imeti dobro, močno podporno okolje in to moraš zgraditi, to ne moraš kupiti, najeti, ne? Tako da pač to je bila poanta zgodbe. Bodimo proaktivni, dejansko dajmo kreirati konkretne nasmehe, rešujemo neke izzive folku in pa bo ta prav folk zraven nas. V spominu mi bo Admiral Casino, ker nisem v bistvu vedela, da imajo toliko veliko kazinojev v Sloveniji, pa hkrati vodijo in hotele in restauracije, tako da sem se tudi z njimi povezala, zaradi tega, ker sem potencial za organiziranje jedilnikov in nabave hrane. Tako da je zelo zanimivo, kam to v bistvu pelje tale zgodba v širše vode. Čim več takih stvari, čim več nas, da se aktivira, da jaz sem bil danes v vlogi predavatelja, mogoče bom jutri v vlogi obiskovalca, ampak poanta je, če imamo nekaj takega, da pridemo, dajmo se aktivirati, dajmo izkoristiti to, kar pač organizatorji ali za to Ekonomska fakulteta, kdorkoli dela, dajmo sam čim več se aktivirati. Pa konec koncev, je bilo po mojem idealno, da obiskovalci dajo feedback, kaj jim bilo kul, kaj so še pogrešali, na ta način pomagajo organizatorjem narediti jutri še boljši dogodek. Definitivno pozitivna izkušnja, da spoznaš mogoče malo bolj že specializiran kader, ne toliko začetnikov. Res rada bi se zahvalila vsem organizatorjem, vse je bilo super speljano, tako da hvala za sodelovanje, pa se vidimo naslednje leto.